Dobrodošli v ne tako tipičnem videu za moj YouTube kanal, ampak upam, da izjemno koristnem. To je video Uči se z mano, kjer se bom jaz učil v 2 blokih po približno 1 uro, vas pa vabim, da to naredite z mano. Marsikdaj nam pomaga, če imamo pri učenju neko zunanjo strukturo, se pravi, da lahko gledamo nekoga drugega, ki nam narekuje recimo odmore, daje predlog za kakšno razgibavanje, sprostitev vmes, pa tudi lažje se je učiti v družbi. Jaz bom tukaj obdeloval učno snov glasbene teorije, pa pripravljal ene stvari za gledališko predstavo, vi pa delajte, kar hočete. Predlagam malo lažji sistem odmorov, kot je popularen. Jaz ne delam po Pomodoro metodi, ampak si s tole urico odmerim 3x po 17 minut. To uro umaknem nekam stran od mize, da ko zazvoni, moram vstati, jo spet resetiram, malo se premaknem in pol nadaljujem z delom. Tako da v resnici delam 3x po 17 minut v enem kosu z zelo kratkimi odmori za malo premika pa malo aktivnosti, pol, ko se pa 3x zavrtim v krogu s temi 17 minutami, naredim pa en daljši odmor. In to je to. En daljši odmor bomo imeli, 2 velika bloka. Če ste vi pripravljeni, sem jaz tudi. Preden zaženem uro, še ena stvar. Jaz telefon rad dam stran in to toliko stran, da ga ne bom videl, niti da ga ne bom slišal. Se pravi, potiho je. Zdaj bom pa izvedel še eno operacijo. Yes. Zdaj pa sem.
prvih 17 minut. Naredite kakšen krog po prostoru, mogoče kak počep, karkoli vam pade na pamet, pa zelo hitro nadaljujemo. To je kratka pavza, po mojem sistemu.
Wow. Drugi kratek odmor, sam še ena trojka, pa smo zmagali. Mislim, sam še en del te tretjine. Dajmo se malo razmigati, v drugem odmoru sem jaz bil, mislim, v prvem odmoru sem bil že kar malo utrujen. Jaz rad kdaj vmes tudi malo požongliram, pa nadaljujemo še z zadnjim blokom tega prvega dela. Dosti je. Ajde, v onem drugem odmoru, ki sledi, ki bo daljši, torej naslednji, povem še en preprost princip, ki vam ziher lahko koristi za ponavljanje. Zdaj se pa spustimo še v teh zadnjih 17 minut prvega bloka.
Dober. Uspešno smo preživeli celoten prvi sklop. To so bili 3 bloki po 17 minut s čist kratko pauzo. Zdaj pa si vzemimo eno malo daljšo. Dajmo reči kar 10 minut, ki jih bom pa štel tule, zato da imamo neko povratno informacijo, kako nam gre. Upam, da vam gre fino ali pa da napredujete. Saj ni treba, da nam ves čas vse noro dobro gre. Jaz bi v tej pauzi zdaj rad povedal še nekaj o ponavljanju, ampak v resnici pa si vzemite frej, lahko greste še po vodo, naredite še kak premik, karkoli vam paše. Preden se poslovimo in si vzamemo teh, no zdaj še dobrih 9 minut, tole. Ful je dobro, da kadar nekaj ponavljamo, umaknemo učne vere stran. Se pravi, jaz sem večino časa izpisoval stvari na računalnik, si delal izpiske in potem, ko sem to hotel ponoviti, pogledati, kaj sem si zapomnil, je ful boljš, če ne gledam v računalnik in če ponavljam nekam drugam, naprimer na prazen list papirja. Tako pol izpisujemo učno snov in to se je izkazalo za veliko boljše pri dejanskem usvajanju snovi v naš spomin. Potem, ko naredimo to naše ponavljanje na prazen list papirja, lahko zelo dobro ugotovimo, kje smo se zmotili, kaj nam je delalo težave in ravno zaradi tega smo pol bolj osredotočeni na napake, ker se nam lepše in lažje usidrajo v spomin. In to je vsa skrivnost. Ponavljanje s praznim listom papirja, na prazno. Velikokrat smo malo leni, pa bi radi ponavljali tako, da kar beremo zapiske, pa se nam zdi, da je to ful dober. Verjemite mi, da ni. Sicer porabi manj naše energije, ampak če smo utrujeni, je veliko boljše, če si vzamemo daljšo pauzo, pa pol ponovimo tako v prazno, ker bo to res ful bolj pomagalo, da si nekaj zapomnimo. Ok, imamo še 8 minut. Enač, jaz bom vzel malo ven telefon, pogledal, kaj se dogaja na netu. Pol se pa vrnem. Saj je tudi tukaj timer na zaslonu, tako da boste videli, kje smo. Pa jaz vas še 2 minutki prej opozorim, da bomo kmalu nadaljevali s še enim blokom tega učenja, pol je pa to za danes. Nič se ne dogaja.
Še 2 minutki. Dober nam gre. Ja, nič, dobrodošli nazaj. Še 30 sekund imamo nekaj tasga. Dajmo prepraviti vse skupaj pa zagnati še ta drugi blok tega uči se z mano videa. Jaz sem že kar nekaj, se mi zdi, da kar nekaj vem. Dobro mi gre, zdaj pa držimo pesti, da bomo zdržali še naslednji blok. Evo, 10 sekund, ne bom odšteval. Vi v svojem času, jaz v svojem. Nič, poženem uro, pa gremo.
Mal se mi več ne da, ampak samo še 2 kosa imamo, to bomo pa že zvozili.
Telefon mi je zvonil vmes. Tako blizu sem bil. Čakaj. Pa ga imam na potiho, ampak ja, me je nekdo 3-krat klical, upam, da je vse v redu. Ja, zdaj bom moral počakati, jaz se učim, ne morem. To bom dal dol, nazaj. Pa stisnemo. Mislim, da še zadnji blok. A je to možno? Ali imam še 2? Zdaj pa ne vem. Veš kaj, dajmo tega za ziher, pa bomo pa videli.
Meni se zdi, da je tudi za vsako tako stvar potrebna veščina in disciplina in da je dobro, če si znamo kdaj res odrediti in vzeti čas za to, da se nečesa lotimo. Pa naj bo to učenje, zvezki z računalnikom, veščin ali pa česarkoli že. Upam, da je bilo to za vas koristno, uporabno. Oglasite se kaj v komentarjih, če ste se učili z mano. Pa nič, upam, da se vidimo še kdaj. Ta video je tle v nedogled in mislim, da ga bom tudi jaz kdaj porabil, da se bom učil sam s sabo. Čau!